Nahajamo se v posebnem milostnem času, to je jubilejno sveto leto 2025. Takšno jubilejno leto redno razglasijo papeži samo vsakih 25 let. In glavna vsebina tega leta, vsakega svetega leta, je seveda svetoletni odpustek. Mnogi so me vprašali v teh dneh, kaj je pravzaprav to odpustek. Odpustek je lahko delen, lahko je popoln, in sicer nam omogoči, da se izbrišejo, odstranijo vse kazni za storjene grehe, ki so nam bili pri spovedi že odpuščeni. Tem kaznim bomo lahko zadostili že na tem svetu, sicer pa jih bomo odslužili v vicah. In da bi nam bil čas v vicah skrajšan, so tukaj popolni ali delni odpustki, svetoletni odpustki, ki nam te kazni lahko zbrišejo, če jih seveda prejmemo na pravilen način. Če to sedaj ponazorimo s primerom, kako je s našimi grehi, kako je s kaznimi. Na telesu, če nastane rana, se ta rana seveda lahko zaceli in še vedno je vidna brazgotina. Brazgotina morda čez leta skorajda ni več vidna, lahko pa ostane vidna za vse življenje in popolnoma izgine šele po smrti. In tako je tudi na našem duhovnem področju. Greh, ki ga storimo, povzroči rano na duhovnem telesu. Pri spovedi nam je za greh odpuščeno, pomeni, da je rana zaceljena, brazgotina pa še vedno ostane. In ta brazgotina na duhovnem telesu lahko izgine delno ali pa popolnoma, če prejmemo delni ali pa popolni svetoletni odpustek. Če svetoletnega odpustka ne prejmemo, potem ta brazgotina torej ostaja in se nam bo izbrisala v posmrtnem življenju, v času vic, ko bomo odslužili kazen za storjene grehe. In tukaj je ta milost svetoletnega odpustka, da nam to brazgotino izbriše popolnoma in nam je tako omogočen hitrejši, lahko celo neposredni vstop v nebesa. V naslednji epizodi pa bomo pogledali, kako lahko svetoletni odpustek prejmemo.